Evo nas, živijo, se vidimo, slišimo, se štima. Evo, malo preizkušen, ampak ne damo se. Kot vedno rečem, gremo čez šivankino uho, tako da dajte kamerce, ja, da se vidimo. Zdaj imam še tamle tudi ekran, tako da vas malo bolj direktno vidim. Živijo Karmen, Sabina, Maja, Ema, Alenka tamle zunaj uživa, bravo. Nika, Jasmina tudi ima ozadje. Naša Barbi tamle v sosednji sobici spremlja, Milanka v avtu, bravo, Bernarda tudi. Evo, kdor je, a ne, nekateri ste rekli, da ne boste mogli biti v živo, ampak nič hudega. Tako da, evo, vse štima, a ne, se vidimo, slišimo, mogoče sam napišete, če vse deluje tako, kot mora. Imeli smo ene zadeve za dvema slušalkama, pa je potem ven metal, ker se je preklapljal en pa drug, tako da v glavnem cel kup enih tehničnih zadev, ki imamo tudi pol še prehod, ne. Tako da testiramo skozi, da izboljšujemo te zadeve, pa čas kaj ponagaja, ampak nič hudega. Bomo zrihtali tudi to, a ne. Tako da, evo, predpraznični dan, takole imamo kar nekaj zajčkov, tako da veliko plodnosti, a ne, veliko obilja prihaja v naslednjem obdobju, tako da, evo, vas lepo pozdravljamo, živijo, ja, Sabina tudi pozdravlja. Tako da, evo, jaz bom zdaj ta vodni del, a ne, malo kot priprava, a ne, tako da vas malček povemo, kaj se bo dogajalo za naprej, a ne, sem malo pripravil stvari, pošteval tudi vaše želje, a ne, tako da bomo imeli pol en tak balans, a ne, vsega, tako da zaupam, da boste vsi zadovoljni, da boste dobili tisto maksimalno zase, tisto, kar vam je pomembno, kar si želite tudi za naprej, a ne, in za delo na sebi in za seveda potem znanje, veščine, orodja za pomoč naprej ljudem v stiskah, v težavah. Tako da, evo, še enkrat lepo pozdravljeni, torej na ta petek predpraznični, ne, Kristus še malo pa bo ostal, a ne. Tako da, evo, simbolika življenja skozi preizkušnje, ampak gremo pogumno skozi. To šivankino uho in balaste dejansko pustimo oziroma odmečemo prej, a ne. Tako da, evo, tako, kot sem vam napisal, a ne, in pa Maja, a ne, je zdaj live, a ne, oziroma na YouTubeu še nisem dal, no, tako da bom še tekom vikenda. Tako da, evo, smo, a ne, na novem nivoju, a ne, Maja, bi kaj povedala, mogoče, da probamo, če se sliši, kako si še mogoče enkrat pogledala sebe, kako je bilo. Aha, se še ne slišam, je? Aha. Sam moment. Spet tele slušalkice so se povezale. Ok, še malček počakamo, ja. Unmute. Takole. No, evo, iniciacijski petek, kot bi rekli, petek, a ne. Petek, dan za zadetek. Tako je to, ne. Bolj je kompleksen studio, več imaš nastavitev težje, ne. Včasih je lažje odpreš laptop, samo tiste osnovne nastavite, nič ne tikaš, nič se ne dotikaš, pa je to, ne. Pa včasih še najboljša, ne. Več kaj pa teh settingsov, več je možnosti za kakšne izzive, ne. Nič hudega. Zdaj pa probaj nekaj reči, če bo šlo. Aha, še ne sliši. Aha, možem, da tebi ne dela mikrofon, pogledaš? A, res? Aha, daj preveri, ja. Mogoče, a imaš na laptopu ali na kje si? Ok, boš preverila, pa če bo pol delalo, če ne, pa malo napiši v chat magar občutke, a ne. Kako je bilo? Mogoče še kdo drug proba kaj reči, da probamo, če kdo drug kaj pove. Mogoče Ema bi kaj povedala. Se unmutaš. Slišimo? Ja, tebe, ja, se slišimo, ja, slišim. Jaz imam zdaj tle na slušalke, tako da super, v redu, dobro, smo... Aha, no, lepo, si na delu, ja, super.
ostali že doma ali ste uspeli izboriti si malo prej, petek pred praznični, tako da ste malo prej iz službe, a ne? No, super. Odlično. Dobro, to smo uredili, tako da vidimo, da se slišimo in da to štima, tako da bomo lahko tudi komunicirali, ne? Potem, ko vam bodo mal besede. Zdaj bi pa šel na to špuro, ne? Kar sem pripravil za začetek, ne? Kot nek okvirni načrt, ne? Seveda, vse veste, ne? Ta šola ni klasična šola, stvari se sproti odvijajo, ne? Tudi kakor pač začutim, ne? In lahko da bo kakšna kje spremembala, da bo kakšen seminar kdaj prej, kasneje, whatever, ne? Tako da to pustimo, ne? Še odprt. Je pa tle nek okvirni načrt, ne? Kakor ste pač si želela, ne? Da imate že vnaprej malček to shemo, tako da bomo zdaj šli ta del česa, ne? Kaj in kako, da se dejansko potem lahko malček tudi pripravite, a ne? Pa potem mogoče še predebatiramo, pa če bodo še kakšne zadeve glede izpita, kakšno vprašanje in tako, a ne? Da bo še za predelati, lahko tudi potem predelamo, a ne? Tako da za aprila, ne, poleg izpita, izpit bo en del, a ne, verjetno v nedeljo popoldne, a ne, ko bomo že vse dali čez, pa se malo odprli, pripravili, ne, tako da bomo imeli ta ustni del, a ne, 3 vprašanja boste vlekli z nabora teh vprašanj, a ne, vse tisti dokument ste že dobili, mislim, da že julija smo ga dali ven, a ne, to je v bistvu ta dokument, izpitna vprašanja. To je zdaj za 2 leti, potem za 3. letnik bodo še tista dodatna nekatera, ne, oziroma mislim, da so celo že tle napisana, kaj bi bilo fajn vedeti, a ne, z tem namenom, da potem dejansko bomo bolj kvalitetno lahko ljudem tudi pomagali v težavah, a ne. Torej, holistično zdravje bomo več imeli aprila, a ne, ker je bila tudi želja, ne, tako da bomo še več o holističnem zdravju, tudi o tej diagnostiki malo, a ne. Potem blokade glede zdravstvenega področja, ne, to mogoče še tako konkretno, a ne, smo že imeli nekaj tako informativno posredno, ne pa čisto vse. Delali bomo tudi to znanstveno razlago možgansko-srčne koherence, pa dviga kundalini življenjske energije, tako da bomo ta del malček poudarjali, ne. Bomo pa šli tudi potem v tako transformacijsko ananda meditacijo, stanje enosti z seveda dvigom kundalini življenjske energije, a ne. Nekje 2 superviziji smo predvideli, tam ste pisali 3 bo kar huda, no, da bo na vikend poleg vsega, kar imamo za predelati, pa vsega, a ne, kar se dogaja, tako da bomo pa sicer predebatirali, ampak jaz sem razmišljal o 2, a ne, tako da vseeno morate vedeti, ura pa pol vsaj, pa da se vsaj približno pogovorimo, je to tako 1 urica okoli. Tako da nekje 2 supervizije sem recimo rekel, to bi šlo. Za 3 mogoče kdaj, kakšen seminar, ne pa vsakič, a ne. Tako da to mogoče, a ne, da se tle že navežem. V soboto mogoče nekaj priprave na izpit, meditacija za celostno zdravje, notranjo moč in pa smo rekli, del nedelje opravimo ta del, a ne, toliko, da nekaj znanja pokažete, ni zdaj to ne tako strogo, ampak vsaj nekaj približno, da mi odgovorite, a ne, tisti končen izpit bo pa malček bolj, a ne, treba malo več pokazati, a ne, ker je pa le potem ti zaključek, pa tisti končen certifikat, da ste potem usposobljeni za to terapijo, za katero se zdaj šolamo, a ne. Zdaj je pa kot ena taka priprava, zato da tudi že nekaj sproti, a ne, date od sebe, da se malček pripravite. Vse veste, ljudje dobro delujemo v resnici pod pritiskom, a ne? Vsi smo taki, tudi jaz, a ne? In ko je pač nek rok, takrat se pač potrudiš, takrat se angažiraš, narediš tisto, kar imaš za narediti in daš pač tisti maksimum od sebe, a ne? Tako da ni zdaj to klasična šola pa nekaj, a ne? Ampak probajte čim bolj, a ne, iz sebe govoriti, a ne, date sebe noter, svoje izkušnje. To bo tisto, kar bo najbolj vredno, no, saj zame to nekako mi je najbolj pomembno, a ne, ja, nekaj tiste teorije že, ampak potem nekako integracija v življenje začutiti, tisto globje, a ne, in seveda kako bo to vam pomagalo in pri vašem osebnem življenju, a ne, pri odnosih z drugimi in pa seveda tudi pri delu z klienti, a ne.
To je v bistvu tisto ključno, največ vredno, ne, da vi res potem lahko nek maksimum od tega odnesete. Ne. Potem v izdelavi so zdaj certifikati za drugi letnik, ne, torej, da izvajate seanse tako pod stalno supervizijo mentorja. Ne. To še ni tista končna, ne, končna potem sledi, ko bodo tudi vse obveznosti in tako naprej upravljene, in pa seveda končni tisti zaključni izpit. Potem za maj je 9.10. sem si zamislil, začnemo z duševnimi motnjami, torej začnemo z temi zadevami, ki so pač pomembne, torej kaj je duševno zdravje, kaj je duševna motnja, tiste osnove. Več o anksioznih motnjah, torej to je danes, vemo, vsak ta drug je praktično že anksiozen, sploh pri mladih tega je ogromno, tako da anksiozne motnje, anksiozna stanja, bomo malček bolj podrobno pogledali. OKM, obsesivno-kompulzivna motnja, tudi zelo pogosta motnja, ko se pač vsiljujejo te vsiljive misli in tako naprej. Potem o biopsihologiji stresa, anksioznosti, pa stresna os, hipotalamus, hipofiza, nadledvičnica, torej vsi ti stresni hormoni, torej kako dejansko balansirati ta stres, kako zmanjšati ta stres, stresni odziv telesa. Vse te tehnike, malo bomo integrirali, malček se bodo zadeve prepletale, vse kar smo že, pa še kaj bomo nadgradili, torej še kakšne nove, mogoče dihalne tehnike, nove vaje, ki vam bodo pomagale, v nadaljevanju potem tudi več tega dela s telesom, ta neurosomatika, to je zdaj zelo popularno, pa ljudje več o tem govorijo, tako da sem tudi na to temo malček pripravil, bom potem povedal. Torej, kako bi vi z našo terapijo osebi pomagali z anksiozno motnjo. Skušali bomo nekako potem implicirati to, na delo z ljudmi, torej kako s takimi osebami, kakšne izkušnje vam bom povedal, kaj deluje, kako deluje, na kakšen način lahko v bistvu osebi pomagate, mogoče katere tudi vaje, tehnike jim lahko date za doma, katere dihalne vaje, meditacije ne izvaja taka oseba. Tako da gremo v to smer celostnega, holističnega zdravja, ker mi nismo samo klasični terapevti, ampak nekako združujemo vsa ta znanja, ki so v bistvu ta znanja moderne znanosti, epigenetike, kvantne fizike, nevroznanosti, in pa seveda vse te veje psihologije, psihoterapije, ki so zdaj v svetu nekako najbolj, bom rekel, sprejete oziroma najbolj napredne. In pa seveda še ta moja esenca, to, kar jaz kot zavest pač prinašam, to tudi enostavno je pa en upgrade vsega, torej vse bo šlo čez to neskončno polje inteligence in se pač, kar se bo imelo za spustiti, vsakeč dol se bo spustilo. Tako da to je pa tista dodana vrednost, tista pika na i, ker pa vsak je unikat, tako kot vsak od vas je unikat in bo to terapijo vodil iz sebe, seveda, ja, vsa znanja, vse orodja imaš, super, upoštevaš, hkrati pa daš tudi malček sebe noter, tiste svoje energije, in dejansko vodiš terapijo iz sebe, tako kot smo vedno učili, torej iz zavesti, tisto, kar pač imaš zadati, točno tej duši ji boš pač dal. Potem o izgorelosti, tega je tudi ogromno, jaz se pač srečujem ogromno ljudi, je danes izgorelih in je kar precej dela na tem področju, psihološko ozadje tega, pa verjetno bomo imeli že osnovne principe dela iz kozalnega nivoja zavesti, določene tehnike, pristopi, tudi ki lahko tukaj pomagajo delo z arhetipi, s temi notranjimi glasovi, in pa kako lahko kot terapevt, ki je seveda pač za to dozorel, lahko dela dejansko iz višjega stanja zavesti, in pomaga osebi, ki ima neke težave, da se v bistvu dvigne višje, ker terapevt pač deluje iz tega polja čiste inteligence, više zavesti, in je to v bistvu lahko zelo zanimivo. Tako da to bomo dejansko nekaj več tudi o tem povedali, kjer so tehnike, pristopi, orodja, in pa vsakič nekje 2 superviziji v živo. To bi bilo maj, potem za junij sem pripravil najpogostejše motnje razpoloženja, kako zdaj nastanejo. Vemo, depresija,
spet v porastu, ogromno ljudi depresivnih, na antidepresivih, torej da malček tudi o tem veste, kdaj tudi usmeriti osebo k psihiatru, v bolnišnico seveda, ker vas bodo tudi taki kontaktirali, zdaj smo imeli, dve sta zdaj iz druge generacije sta naredile te vse pogoje, tako da jim bom izdal zdaj ta končni certifikat. Pripravljali smo tu zelo ogromno dela, vse te etične kodekse, pravilnike in gor in dol, tako da to bom tudi vam posredoval. Tako da je pomembno, tudi vse smo pripravili, izjava o umitvi odgovornosti, tako da date tem osebam za podpisati, tako da se vi zaščitite, torej oseba vam mora povedati, če ima kakršnokoli diagnozo, oziroma če se bi kakorkoli stanje izslabšalo, seveda mora obiskati zdravnika, psihiatra, tako da dejansko tukaj smo naredili tako, da se vi zaščitite, tako da tudi dejansko ne boste seveda jemali nekoga, ki ima samomorilne težnje, take za psihiatrično bolnišnično obravnavo, ali pa nekoga, ki se samo poškoduje, pa ima zelo hude motnje hranjenja, o tem bomo tudi seveda govorili. Je pa fajn, da vse te zadeve poznate, da veste tudi ozadje in neke teorije, zato da boste lažje tudi usmerjali, pomagali takim osebam, ker v bistvu je zadeva narejena tako, da je ozadje tudi, kaj je v bistvu ozadje, kateri vzorci, kateri strahovi, katere travme se lahko ozadje, tako v bistvu narejeno izkustveno, tako da boste lahko dejansko poznali to ozadje in potem lažje tudi pomagali tem osebam in dejansko izkustveno vodili pot naprej. Potem, kaj sem še dal tlele? Sezonska depresija, bipolarna motnja, tudi seveda zelo pomembne motnje razpoloženja, torej ta menjavanje recimo manije, depresije, to ima kar tudi dosti ljudi, in pa ta sezonska, ko človek recimo samo po zimi je depresiven, ker gre tudi za spremembe v nevrotransmiterjih, hormonih, in pa potem uvod v osebnostne motnje. O tem se danes več govori, predvsem o tej narcistični, ampak obstaja jih seveda ogromno, borderline, schizoidna, psihopatska, mazohistična in tako naprej. Torej bomo pogledali tiste najbolj pogoste, kako jih prepoznati, kaj se da narediti, kako voditi dejansko tudi osebe, in kje mogoče so tudi osebe mogoče tudi za kakšno medikamentozno podporno terapijo zraven. Vsakič, to vam je všeč, tudi seveda meditacija, vsak seminar ena ali pač dve, bomo videli, kako bomo časovno na posamezne tematike, vse se bo nam sproti odpiralo, tako mogoče vsakič tudi poveste, kje imate še več izzivov, kje imate več teh situacij, pa bomo to tematsko zapeljali v to smer. In pa seveda vaje, delo v parih, v trojkah, to je tudi zelo podporno, zdravilno, tudi zadnji seminar smo imeli tako luštno, ste rekli, da vam je bilo všeč, ste veliko odnesli, tako da se tudi na seminarju že kakšne stvari prešiftajo, pa da predelate neke vsebine, neke sence, ki še hodijo ven. Tako da itak je osnova, vedno delo na sebi, delo na svojemu kejsu. Tle se bomo vedno vračali, vedno znova se torej vračamo nazaj v svoj temelj, v svoj izvor. Kajti, če smo mi v stebru, če smo mi nekako postavljeni v stiku, potem lahko vodimo terapijo res iz sebe, torej iz stika, iz zavesti, iz zavedanja, ne iz nekih naučenih teh nevromrež. Fajn je, da imate tudi to, seveda, vso to znanje, izkušnje, hkrati pa seveda se pa je treba takrat prepustiti, iti vase v stik in vsaka terapija je pač poglavje zase. In naj se odvije, tako kot se ima za odvita, da si res v stiku, v stebru, zavesten in da deluješ iz te zavesti. In tle greš nad osebnost. Cilj je, da vsak gre nad tisto osebnost, torej zato je to transpersonal, nad osebno. To pomeni, da je ta višja oblika, ki jih seveda vključuje človeka kot duhovno bitje, kar je seveda tisto ključno, dočim klasična terapija, ki ne upošteva te celovitosti človeškega bitja, v bistvu prav zares v globino, trajno, za moje pojme, ne moreš človeku pomagati. Zakaj? Zato, ker enostavno, če imaš ti problema in če vibriraš tle, dejansko ne boš mogel človeka peljati više. Ti moraš iti
onkraj, torej dvigniti zavest ali poglobiti zavedanje, da boš lahko osebi pomagal, da se dvigne na višji nivo. In zato mora biti terapevt postavljen, zato je v bistvu ta osnova, ti procesi. In to seveda ni čez noč. To je seveda proces, ki lahko traja več let, da se oseba postavi na neko stanje zavesti, kjer bo lahko potem suvereno vodila te terapije, ki so seveda tudi velika odgovornost, seveda je tudi velika milost, da nam je dano, da lahko pomagamo, hkrati pa seveda, da smo čim bolj zavestni, čim bolj v stebru, v stiku s tem, kar v resnici smo. Tako da imamo te osebnostne motnje, smo rekli vaje, to smo rekli za določene senčne vsebine osebnosti, preseganje določenih vzorcev, konceptov, stališč, obljub, pa še več podrobnosti o teh Wilbarjevih stanjih zavesti, če bo čas že junija, če ne pa potem naprej v nadaljnjih seminarjih, itak se bo pa vse prepletalo, in bomo enkrat malo ene stvari, enkrat malo druge, tako kot bom začutil, pa mogoče, če bo kdo imel kakšno vprašanje, pa se bodo zadeve itak skozi prepletala. Sej to je v bistvu interaktivno, sodelujemo, tako da je v bistvu to pomembno. Potem imamo, smo rekli, poleti poziramo, imamo pauzo, potem imamo pa september, imamo pa motnje hranjenja, po poletju, ko se vsi več jemo, pol imamo pa težave s tem, pa gremo malo to pogledati. Torej, tle so te znane anoreksija, tle do žensk ima težave bulimija, kompulzivno prenajedanje. Dejansko kar precej močni vzorci travme z očetom, to so v bistvu tako, sem imel kar nekaj primerov ženske, ki bi se izstradale za očeta, to je una varianta, oče, umrla bom zate, samo da me boš videl, in oseba strada in se čisti strada že do konca, da pridobi pozornost, saj vemo, te navidezne koristi, so do zadaj, tako da bomo malček to pogledali. Disociativne motnje, depersonalizacijska motnja, somatizacijske motnje, psihosomatika, torej vemo, vse, kar je v naših mislih, čustvih, se kaže v telesu, se odraža, to celo psihiatrija priznava, da dejansko naša psiha, naša čustva, seveda vpliva na telo, na reakcije v telesu, in tukaj bomo kombinirali, torej nadgradili že dosedanje znanje, nekaj smo že govorili, ampak bomo še nadgradili s to nevrosomatiko, torej delo s telesom, nova orodja, tudi tehnike, pristopi za preseganje travm preko diha, pozornosti telesa, torej da opazuješ en del, drug del, da spuščaš kontrolo, da spuščaš napetost, in greš prav čutiti v telo, torej to čutenje. Čutenje, bomo imeli te pristope na tem nivoju, na tem področju, torej kako iz tistega simpatičnega boj in beg mehanizma iti v parasimpatikus, torej umiriti se, sprostiti se, resetirati se, ker travma je zakrčitev v telesu, pač neka energija, ki je ostala tam zaklenjena, in je treba v bistvu dati telesu varnost, da je varno to spustiti, ker ljudje se sicer radi oklepamo tega, pa ne spustimo, ker je tako varno, ker je tako poznano, in seveda na podlagi tega mi potem potegnemo take energije, nas se dobimo take pač ljudi v naše življenje, da nam zrcalijo tisto travmo, tisto bolečino, tisto rano, ki je nekje noter v nas, tako da je tukaj res ključno, da damo telesu varnost, da je varno spustiti, da je varno zaupati, in bo oseba tako, tudi kakšne hujše travme lažje spustila. Torej dih, čutenje, in pa preseganje teh starih zapisov še telesa. Tukaj seveda tudi pomaga to, kar smo že delali z glasom, ne vem, če kaj delate, malo napište, če delate z glasom, tudi je zelo, zelo pomembno. Maja, lepo, vesela, da je live, super. Tako da to je v bistvu ta del, zdaj pa sem, da jaz tole pogledam. Potem pa še seveda metodologija, boste dobili še bolj podrobno napisano o sami metodologiji, same terapije. To bo tudi še nekje predvidoma september, oktober, bolj podrobnosti metodologije, nove metode, novi pristopi, torej ne samo stoli, seveda, sej vi že zdaj imate v metodologiji različne tehnike, pristope, mogoče nismo toliko poudarjali, ampak imamo več variant dela,
kaj je seveda odvisno od osebe, bolj kaj je tudi oseba napredna. Ko že recimo tiste neke osnovne stvari spusti, je potem dejansko lažje, tudi z višjega nivoja vode terapijo, in potem šele ta terapija res pridobi na tistem pravem, na pravi moči, tako bom rekel. Torej, ko greš iz tistih osnovnih zgodb, tiste osnovne travme, malo oče, mama, ko to malo podelaš, pa ta odnos do sebe, mogoče partnerstvo, pač te neke osnovne stvari v tem življenju, ki so vsaj približno spucane, oziroma razrešene, potem šele lahko mi gradimo naprej. Je pa najprej osnova, da človek najprej te osnovne stvari podela, ker če ga boš ti prehitro pelil že v neke globlje zadeve, ne bo dobro. Tako da vse ima svoj proces, se veste. To dober terapevt zori in to so leta, to niso meseci, to so leta, to je treba vedeti. Torej, ohranjati to ponižnost, to hvaležnost, seveda ves čas imeti v vidu sebe, svoj proces, svoj razvoj, svoj napredek in šele potem, postopno počasi se ti malo začne svitati, kaj pa kako, bi ti človeku pomagal. Tako da vas vabim, da ohranjamo to zavest srca, to hvaležnost, ponižnost, srčnost, to, kar smo že zdaj 2 leti gradili pa krepili, pa zaupam, da bomo še naprej to aktivirali v polnosti. Tako da ta del, da vidim, kaj je še kaj takega. Potem imamo oktober, imamo psihotične motnje, tle so kar težke zadeve, te shizofrenije, bomo malo o tem povedali. Seveda oseba tukaj mora biti stabilna, mora biti do te mere prisebna, prisotna, ker sicer pač normalno ne moreš pomagati, ko je človek v akutni psihozi. Tako da je pomembno tukaj vedeti, kdaj osebo tudi, pač vas pa bodo, gotovo kakšni klicali tudi mene, kdaj so kakšni klicali, pa seveda moramo biti zelo previdni s takimi ljudmi, ker dejansko so lahko nanašalni, imajo te blodnje, takšne drugačne ideje, predstave, kaj bodo oni naredili, te razne ideje, pač slišijo svašta za nekih svetov, sej gotovo lahko slišijo, ampak zakaj je to problem, ker nimajo spucane sence, nimajo razrešenih stvari, je to za njih too much, je preveč in se dejansko se mu malo skocka. Ni oseba več, bom rekel, funkcionalna za življenje. Tako da je tukaj potrebno, seveda zadaj so hude travme, ponavadi kakšne zlorabe psihične, ali pa seveda tudi spolne zlorabe so dostikrat zadaj, zlorabe alkohola, drog, tudi dosti ljudi ima kakšno tako epizodo, ki pač so na kakšnih substancah, takšnih drugačnih, tudi kakšni, ki so pač na teh kakor naravnih, se je kakšnemu že zmešal, ker enostavno je preveč sence naenkrat butnilo ven, oseba ni zmogla sprocesirati, in je to lahko nevarno, tako da bomo malo na to opozorili, ker ljudi, duš, kakorkoli na tem planetu je vse sorte, tako da je fajn dejansko biti malček pozoren, pa seveda preusmeriti osebo takrat, ko je prehudo tudi na zdravljenje. Potem smo rekli več o metodologiji supervizije, tako da tle boste tudi pol povedali, koliko želite, da recimo še pomagam, koliko pa bi potem počasi že sami izvodila, pa bi mogoče na koncu pokomentirali, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo v redu, oziroma kaj bi se dali izboljšati. Tako da to bomo še sproti, pa boste pol povedali. Kakšne primeri iz prakse, iz vaših seans, vprašanja, odgovorja, to pomeni, da boste vi že takrat, predvidevam, več seans delali, imeli več klientov rednih, in na podlagi tega bomo imeli tudi več tukaj se za pogovoriti, torej izzivi iz realnih seans, iz življenja, torej da bomo tiste, ki izpolnjujete obrazce, bomo lahko tudi v živo, en del, ne vem, si vzamemo urco pa pol, pa predelamo tiste vprašanja, tako da pogledamo, kaj bi bilo mogoče tukaj najboljš, kje bi lahko mogoče kaj drugače in tako naprej. Potem novembra imamo en del seminarja, torej ta gnostična spoznanja resnice, tako da eni ste se ustrašili, da v veliko tega ne bo, bo pa en del, ker je to del te moje esence, to, kar tudi kot zavest prinašam, bomo pa to znanje, ki je res zelo izvorno duhovno znanje, Kristus je bil v resnici tudi gnostik, prav zares, seveda to je bilo seveda v uradni religiji, cerkvi, krščanstvu, pač zelo tudi
potlačeno, v glavnem se ni kaj dosti o tem govorilo, ampak to so ta izvorna znanja, Nag Hammadi knjižnica, kjer so te izvorni zapisi, tudi Kristusovi apokrifi in vsa ta izvorna znanja, in to bomo mi kot terapeuti transpersonalne kvantne terapije kombinirali. Zakaj? Ker vedno je esenca zadaj. In tudi gnoza uči, dokler ti nisi predelal tega, kar moraš za predelati, ti ne bo dano iti čez v to pleromo ali v izvor. Ni šans. Tako da predelati te vsebine, torej preseganje iluzij, senc, delo na podosebnostih z različnimi nivoji, preko telesa, tudi živčnega sistema, preseganje nižjih nivojev zavesti in zavedanje preko višjih nivojev. Torej, uporabljali bomo višje nivoje, višji subtilni, kauzalni, nedualni, za preseganje senc mentalnega ega ali mentalnega jaza. Kar je ključ, seveda namenjeno že malo zrelejšim dušam, kar verjamem, da vi ste, ki so že opravljali, recimo, v večini delov na neki osebni senci in so, bom rekel, vsaj približno avtentične. Sej nikoli nisi vse posod, so področja življenja, ki še nisi, ampak vsaj približno, ki se pomikaš proti avtentičnemu nivoju, bom rekel zelo skromno, ponižno, je potem na mestu tudi to, da se pogleda te nivoje, ta stanja zavesti in v bistvu ta globe duhovna znanja. Potem imamo, decembra smo rekli, nimamo, potem pa januar, več podrobnosti o tej transpersonalni kvantni hipnoterapiji, tudi več teh tehnik, tudi od hipnoterapije. To je tudi namenjena nekim globim travmam, torej nekaj, kar oseba mogoče res globoko potisnilo pod zavest, pa mogoče pri budni zavesti ali pa mogoče ne pozna teh tehnik dela z enotnim poljem, je namenjeno temu, da se neke globje, teže travmatične zapise lahko tukaj presega, torej preseganje vzorcev, občutkov, zaobljub, iluzij preko stika z višjo zavestjo, pomen preseganja tudi subtilne sence, tle se lahko pojavi seveda ta senca, pa duhovni ego, tako da bomo tudi malo več o tem govorili, ker je res ogromno pasti, ogromno ljudi je v tej duhovnosti ali pa v delu na sebi, ki bi rada kar preskočila, mogoče v Barbi kakšno anekdoto polka pride povedala na tem področju, ki bi radi kar preskočili, ampak potem se zataknejo v ta nižji astral ali pa nižji subtilni in imajo tam razne iniciacije, preizkušnje, seveda tam pridejo entitete in pač če nisi podelal teh svojih vsebin, boš imel kar težavo na tem področju. Tako da pridejo preizkušnje, tako da bomo več tudi o tem delali, pa subtilno senco na vas, da se bo še bolj ščistila, če hočemo res iti v globino, je treba dejansko tudi to podelati. Potem imamo pa tlele februara, spet poglobljen pregled teh Wilbarjevih stanj, supervizije seans, vprašanja, odgovori, praktični primeri, meditacije, tudi terapija z kauzalnega nivoja, ta proces opazovalca, nekaj malega smo že šli v to smer. Te tri bom še videl konkretno, ampak tako okvirno, kar sem včeraj, kar se mi je dol spustil, tudi marca, poglobljeno znanje NVC procesov, pomoč pri preseganju travm, sočutje kot najvišja oblika ljubezni, zdravljenje iz polja čiste zavesti, čiste prisotnosti, torej da vi res utelesite to izvorno enost, to izvorno resnico, da to prizemljite, da date to v življenje, kar ti šele iz tega nivoja, ko boste vi res zavestni soustvarjalci te resničnosti, ko boste res zavestno živeli iz te izvorne resnice in utelešali to, potem dejansko boste tem vašim klientom veliko lažje pomagali in bo veliko lažje šlo na nov višji nivo bivanja. In pa potem april še malo več pomenov regulacije živčnega sistema, hormonskega, imunskega, za TQT terapeute, vprašanja, odgovori, supervizija, priprava na strokovni zaključni izpit šole za življenje Ananda, ki bo potem maja ali začetek junija, to se bomo še zmenili, tisti končni izpit, ki bo tukaj pri meni, to boste pač posamezno prišli, 5 vprašanj bo vsak imel, še neka praktična znanja, da prikažete in da dobite potem tisti končni certifikat, da ste uspešno zaključili v bistvu potem 3-letni program šole za življenje Ananda in dejansko seveda, ko imate vse supervizije, ko imate vse te izpite, praktične naloge, to še nekateri mi morate kaj še oddati, je potem ta del zaključen.
Tako da to je v bistvu to, jaz se strinjam bolj to kurnika, ja, da smo kar se da, razen če imaš izzive tehnične, so izjeme, ampak to ne moreš vedno vse vplivati, da povemo bistvo, da skrajšamo sharinge, da vsak pove bistvo, da v bistvu potem tukaj pridobimo na času, ta teorija, to, da nahranimo naš pa da dobite ta znanja še, ki jih rabite. Te tehnike smo rekli in to je to, kar se tega dela tiče. Tako da, ja. Evo, a je tle zdaj kakšno vprašanje, mogoče na tej točki, ama kdo še kaj takega, lahko se javi v živo, lahko, kakor želi, vse imamo odprta, Ok, tako da, če je kakšno tako vprašanje, karkoli takega, da ni še jasno, lahko zdaj kdo vpraša, pove. Potem gremo pa na ta drugi del, torej na izpit, če je še kaj takega. Sabina nam je nekaj poslala o teh nevroshemah, to bom potem malo še povedal. Takole. Tako da sem še kakšno minutko počakam, če bo kdo kaj se javil ali pa napisal, lahko se kar javite v živo, samo unmute morate dati, Takole. Tomaž se je tudi priključil živo, Tomaž, da lahko tudi kamerce date, še kdor nima. Ok, da ne izgubljamo časa, pač lahko napišete ali pa se pol javite. V bistvu kognitivne sheme so v bistvu strukturirani vzorci, mentalni, ki jih pač možgani uporabljajo. Torej, večje skupine teh mentalnih prepričanj vzorcev, ki seveda niso dokončne resnice v nas samih, tvori te kognitivne nevrosheme, ali neke sisteme prepričanj, na podlagi katerih mi v bistvu interpretiramo realnost, na podlagi tega, kakor je naša notranja percepcija, torej naši vzorci, to je kognitivna psihologija, to v bistvu kreira naš zunanji pogled na svet. To seveda nastane tekom otroštva, vzgoje, kulture, izobraževanja, vse veste, teh 6 vplivov je na zavest, in vse to vpliva na nas, in na podlagi tega je to nek notranji zemljevid realnosti, na podlagi katerega mi potem živimo življenje. In če so te vzorci omejujoči, so te kognitivne nevrosheme omejujoče, to pomeni, da nas to zavira pri osebnem razvoju, napredku. Če ima en vzorec, jaz moram trpeti življenje, moram garati, moram se matrati, ne zaslužim si dobrega, ja, bo to realnost, ki je v njegovi glavi, njegova percepcija, njegove nevromrežja, bodo to realnost, pač projicirali na zunanji svet in mi bomo točno take osebe srečevali, ki nam bodo točno to kazali, kar je globoko v nas potlačeno. To je v bistvu tista ključna zadeva, da to prepoznamo, torej starši, navezanost, ponavljajoče izkušnje, čustvene travme, kulturni, socialni vplivi tako nastanejo, in na podlagi tega mi potem dejansko imamo lahko težave v življenju. Hebovo pravilo neurons that fire together, wire together. To je ta znan izraz tega znanstvenika. Torej, živčne celice, nevroni, ki se povezujejo skupaj, se tudi aktivirajo, sprožajo skupaj. Torej, nekaj, kar smo mi dnevno poslušali, ja, poglej se, kakšna si, poglej, kaj, nekaj narobe s tabo. In takoj otrok dobi programe, nisem dovolj dober, dobra, ne zaslužim si ljubezni, ne vem, karkoli takega. To je v bistvu to, kar deluje na podlagi tega spomina. Dejansko na nevrobiološkem nivoju je to povezano s temi utrjenimi sinaptičnimi povezavami, z delovanjem tega spomina pa aktivacijo limbičnega sistema, posebej amigdale. Torej, amigdala je ta primer, kjer se ta naša čustva sprožajo v možganih. Neka kritika, ki je dokaz, kakor moje nevrednosti, čustvo je lahko sram zade, vedenje je pa umik ali pretirano dokazovanje. Torej, nek primer, kako na podlagi nekega vzorca, kako si otrok interpretira, mama mi je rekla, da to ne bo naredila, torej mama me ne mara. Torej, vzorec je lahko ne marajo me, nočejo me, ali pa nisem vredna ljubezni. Potem dobiš na en krivdo, sram, strah,
se izražati, strah se izpostaviti recimo pred svetom, ker itak, kdo pa me ne posluša, jaz pa nisem dovolj dober. Na podlagi teh vzorcev prepričana, v bistvu se te nevromreže tako povežejo in to gre v zapis telesa, celični spomin se dejansko tukaj zelo aktivira, in imamo lahko dejansko tukaj težave. Zdaj, kako se spreminjajo, vemo, da možgani so nevroplastični, to pomeni, ko mi delamo terapijo, ko mi delamo meditacijo, mi v bistvu spreminjamo te nevropovezave. In neke stare povezave, ki jih mi dejansko odstranimo, in nove, ki jih zasidramo, se potem te nevromreže, nevroni se na novo povežejo, in imamo mi lahko dejansko potem spremenjeno realnost, spremenjeno percepcijo na podlagi spremembe teh nevromrež v naših možganih, to se preko teh nevropeptidov povezuje, ampak ni toliko bistveno, važno, da tisto ključno poznate, in pride do nevroplastične reorganizacije. Fora tukaj je pa ponavljanje, torej da mi ponavljamo, torej ponavljamo terapijo, ponavljamo meditacijo, da delamo nekaj večkrat, kajti da je nek vzorec nastal. Kaj je sploh vzorec? Ampak kdo kakšno idejo? Mogoče kaj je vzorec? To smo tudi enkrat povedali, ali pa celo večkrat na srečanju. Mogoče lahko kdo napiše. Ali pa se javi v živo, kaj je vzorec, malo vadimo. Razmišljam, kalkuliram, preračunavam. Vzorec je misel, ki smo jo dovolj velikokrat slišali, da smo to vzeli za svojo resnico. In je nastalo mentalno prepričanje. Je nastalo mentalno prepričanje, torej nekaj, kar sem toliko časa slišal, toliko časa dejansko poslušal, da sem začel to verjeti. In problem je, ker dosti teh vzorcev, vse vemo, je omejujočih, ni podpornih in nam lahko delajo velike težave v življenju. To je v bistvu tisti problem potem. Tako da to je bilo to. Ok. Vidim, če je bilo še kaj tlele. Ja, kaj pa linking? Linking je pa to, ko v bistvu se gledamo, gremo iz oči v oči, a veš, pa gremo duša z dušo. To je v bistvu linking, torej kaj takrat doživljaš, kaj takrat čutiš, da mogoče doživiš kakšno izkušnjo, kaj se takrat zgodi, kot zlitje dveh zavesti, kot neka enost, ki jo lahko občutiš, neka globlja povezanost, sočutje tukaj doma, na nivoju duše. To je v bistvu ta linking, povezovanje, ko se pač duša poveže z drugo dušo, in imamo linking na subtilnem nivoju, imamo linking na kauzalnem nivoju. To je tista vaja, ki smo jo večkrat delali, greš stik na nivoju zavesti. To je zelo pomembno, tudi ko delate terapije, da imate s klientom tak globok stik. Torej stik na nivoju zavesti, in šele s tem stikom vi držite varen prostor in lahko oseba pač transformira tisto, kar ima za transformirati, in lahko potem preseže neke te stare vsebine. In že ta stik zdravi v resnici, že ta stik ogromno da, ogromno pomaga osebi, da dejansko lahko gre na en nov višji nivo bivanja. Tako da to, včasih kaj poreflektiraš, empatično poreflektiraš, se vživiš v osebo in ji poreflektiraš to njeno stanje. Takole, če ste kaj naredili zapis. Če imate vprašanj, vse jasno, ostalim, ali ima kdo kaj? Ja, kar izvoli. Ja, sej brez veze, boljše. No, super, profesorca naša. Ok. Ja, to je kar kompleksno, se strinjam, to so v bistvu ta socialni vidik, torej we, ali pa I, personal, pa spet osebno, oziroma tisto, kar se veže na vse ostale v bistvu osebe. Torej, tisto, kar je družbeno, kulturno pogojeno, in pa tisto, kar je osebno.
Ni v bistvu zdaj tako bistveno nekaj, ne vem kakšnih detajlov, to bomo imeli še v tem 3. letniku, bolj podrobno, ker res nismo toliko govorili o tem, natančno, tako da neko osnovo, tisto samo schematsko razdelitev, ne bom pa tlele še nekih podrobnosti, ker ni bilo časa, ja. Tako da nismo šli v kakšne detajle. Tako da čisto ta osnovna schematika, tisto, kar sem na koncu, mislim, da je bilo v nedeljo, na koncu sem zvečer malo razložil, tisto, če boste tako povedali, bo čisto ok. Če pa seveda koga bolj detaljno to zanima, so tudi knjige, kot literatura. Če bi kdo dejansko hudo v globino, Wilber je tle res Einstein zavesti, on je to v nulo razdelal, on je imel tle ogromno pač študij zadaj, ogromno raziskovanja na tem področju. Tako da, kogar bi to dodatno še bolj zanimali, bi lahko tudi kakšno tole Spectrum of Consciousness, je mislim, da je ena knjiga, kaj je, čakaj sem da pogledam, če imam Spektrum, kjero smo dal noter. Ima kdo odprte tistele, mislim, kaj sem si dal. Spektrum. No. Imam zdaj tle. Še enkrat najdete tlele. Sem da je Spectrum of Consciousness. Spitna. Ok. To ima še te stare, ampak ok, se bo. PDF. Ja. V skripti imate vse, ja. Tako da je pa tudi sem tlele zdaj gledam. Imate Ken Wilber, ja, Eye to Eye, The Quest for the New Paradigm, The Quest, tale, pa The Spectrum of Consciousness, ta je, mislim, da je osnovna njegova spektrum zavesti, ki imate v bistvu to bolj natančno. Transpersonal Development, Sajoli, ta je tudi eden izmed teh transpersonalcev, pa Stan Grof, The Transpersonal Vision, pa The Atman Project. No, Atman Project ima pa tudi faze tega duhovnega razvoja, to bomo tudi malo predali iz teh faz, to zelo priporočam, tole, The Atman Project, recimo, no, kar se tega tiče, to bi bilo neka taka dodatna literatura, tiste osnovne sheme je pa v skripti napisano. Tako da tisto osnovo, nobenih komplikacij, nobene globine tlele še, pa nobenih podrobnosti. Dostikrat je manj več. Torej, dejansko poveš bistvo, poveš tisto praktično izkušnjo, to je tisto, kar največ šteje. Pa mogoče, kako vam bo to pomagalo, recimo pri vodenju seans, kako vam bo to pomagalo pri nekem preseganju nekih starih vsebin, starih vzorcev, in je to, mislim, da čisto ok. Tako. Potem je, mislim, da imaš nekaj poslala, to v bistvu nič kaj takega, Ema se v bistvu mi je pol že poslala, se je rekel, no, kaj bi pa odgovorila, takole, čustva, proces čustev oziroma učenja, pa te, vsaj 5 kognitivnih procesov, zaznavanje, pozornost, spomin, učenje, mišljenje, jezika, to so te procesi, del kognitivne psihologije, pa par stavkov vsaki, recimo, zaznavanje, kako je pomembno zaznava, percepcija realnosti, kakor mi zaznavamo sebe, svet, tako v bistvu, kot da nas kamera spremlja, in kako mi opazujemo ta svet, to je v bistvu od tega odvisno, kaj se dogaja z našim telesom, kako reagiramo v določenih situacijah, kako zaznamo, zavestimo stvari, da smo pozorni, da imamo ta fokus, zavest, pozornost, spomin, torej kako deluje naš spomin, učenje, preko novih nevropovezav, ko nekaj ponavljamo, ko nekaj večkrat preberemo, ko se to učimo, mišljenje, da so te misli, vemo, več kot 90% enake, kot dan pred tem, in če imamo skozi enake misli, seveda to ne moramo pričakovati, da bomo imeli drugačno življenje, ampak imamo skozi ene in iste misli, zjutraj vstanemo, na avtopilotu smo in reagiramo, vedno na isti način, da začnemo to zaveščati, odločanje, recimo reševanje problemov in tako naprej.
pa vpliv čustveno proces učenja, ta je mogoče tudi, kako seveda naša vibracija, naša energija vpliva na ta proces učenja. Če smo mi v nizki vibraciji, v strahu, v krivdi, v zamerah, v neki jezi, bomo zablokirali, naše nevromreže bodo zablokirale, v bistvu mi ne bomo mogli dati toliko iz sebe, kakor bi lahko, kot če smo mi nekako sproščeni, radostni, lahkotni, torej v višji vibraciji, bomo lažje priklicali neke stvari, v naš spomin, bomo bolj, bomo rekli, zavestni, bomo bolj prisotni in bomo v bistvu lažje neke stvari dejansko priklicali, in se tudi naučili. Torej, to bi bilo, recimo, kar se tega dela tiče. Takole. Evo ga, samo moment. Takole vprašanje, da vidim, če še kaj takega, kar bi bilo mogoče kaj za poudariti. Okay. Ja, percepcija, to smo rekli, telektum, to smo imeli, takrat, to je se imate v skripti, kognitivne sheme, to smo povedali, nevromreža, ja, to je malo ta del, to sem zdaj razložil, kako to, predvsem kakšne svoje primere, da date, kako ste vi pred terapijami ali pa preden ste se opisali, gledali na svet, pa kako danes, kaj imate drugačne te povezave, To je v bistvu, vi ste primer tega, kako to deluje. Vi ste primer, svoje primere, kako ste z mamo zrihtali, kako ste te odnose si nekako začeli urejati. To je v bistvu to, kar bo mene zanimalo. Ja, tisto osnovo že poveste par stavkov, to, da teorijo nekako vsaj približno ste usvojili, potem pa vaši cases, vaši primeri, kako je to dejansko v vašem življenju izgledalo, ko ste šli čez nek proces. To se mi zdi tisto ključno, pa imate čiste praktične, iz metodologije, kreiranje občutkov in tret, te faze, to boste znali, kaj tazga. Humanistika, to dejansko tudi, malo ta NVC, proces, Maslova hierarhija potreb, to malo tiste osnove, razlika med razumevanjem, strinjanjem, sprejemanjem, kaj so to potrebe, ta stik s potrebami, to smo dosti govorili, razlika potrebe, strategije, spet, aktivnosti, plato, se spomnite plato, place, location, action, time, object, tako ločimo, je nekaj potreba in nekaj strategija, 7 potreb v določi strategiji, kaj je to sočutje, primeri iz prakse, zakaj je to pomembno v terapiji, delo stoli v humanistiki, kakšni primeri svojega case-a ali pa z terapij, ki ste jih že imeli. To potem pač malo te nivoji, na kratko, tiste osnove, razlike med temi nivoji, smo rekli, podrobnosti bomo še v 3. letniku. Izražanje, komunikacija, komunikacijski ciklus, te faze komunikacijskega ciklusa, to tudi smo večkrat govorili, imate vse napisan. Obrambni mehanizmi, ravno tako primeri iz prakse, kje ste imeli obrambe, kje ste se kdaj kakšen humor ima, kje je kaj tazga ven udarila, ko se človek ne sooči takoj z govoralnostjo, ampak takoj reagira iz neke obrambe. Kako pač te čustva, te travme, tlačenje, izražanje čustev, tle lahko tudi marsikaj povemo, smo vsi eksperti bili v tlačenju teh čustev in neizražanje, zakaj sploh čista te čustvene energije iz telesnih organov, tudi zelo pomembno smo povedali, da so dejansko te energije, te vibracije tudi zapisane v cečem zapisu, cečem spominu v naših organih, jetra, jeza, pljuča, žalost, ledvica, strah in je pomembno za vibracijo s tonom, zvokom, tudi te energije dejansko sprostiti ven iz telesa. In pa potem ta transpersonalni vidik, malček teh nivojev, spomnite se intenziva razsvetljenja, tistih ste imeli izkušnje, subtilni, kauzalni, nedualni, evokacija, invokacija, to smo delali. Eno izkušnjo s tehniko linkinga, to je ta linking Sabina, kaj delaš tudi za duhovnimi biti, z nadangeli, z mojstri recimo, in tako naprej, se dejansko pride do zlitja zavesti, tudi ta globoka povezanost, avtentični, subtilni, reinkarnacija, to smo delali, šli smo v proces smrti tudi, tako da to imate.
Kaj je to predanost? Ja, to je zelo pomembno vprašanje, bom rekel, biti predan. Samadhi, torej izkušnje enosti, prekognicija, da vidiš stvari naprej, regresija, da se spomniš za nazaj, kakšni primeri iz prakse, če ste imeli kakšne izkušnje, iz seans in tako naprej. Pa so pa še ta dodatna vprašanja, mislim, da to sem vam tudi že dal, so pa potem tudi skripte, vse pobrana, NVC, dance floor, vse te zadeve, situacija, kaj greš po teh listkih, občutki, potrebe, prošnja in kako se premikaš, kako te telo ne spusti naprej. Se spomnite, ko smo delali, pa bomo še to poglabljali, to je zelo pomembno. Tudi ta vključevanje telesa zraven, čustev, energij, ki je tako vse zapisan pač v telesu, ne moramo prek tega, imamo to telo tle z nekim namenom. To, kaj je še tle, spolnost, tam malo keglove vaje, to, kar smo delali, to stiskanje, dvig kundalinija, to bomo še zdaj aprila, bomo malo o tem tudi govorili več v soboto. Hipnoterapija, kakšne primere indukcije, to bomo tudi še pol podrobneje delali. Tako da ja, v bistvu nič kaj tazga, tako da en tak pregled vsega, toliko, da neke osnove mi poveste, toliko, da neke osnove pač pridejo ven, potem pa itak bomo še tisto 3. leto poglabljali zavedanje, delali še globino na sebi, presegali še kar je za presežt, tako da bomo lažje šli potem naprej, na nov, višji nivo bivanja pa zavesti. Tako, evo, to je v bistvu ta del, zdaj mogoče bi zdaj naredili še eno meditacijo, pa na koncu bom pa Barbie, da ne bo dvakrat gor hodila, tako da če ste za, se zdaj še povežemo, naredimo eno kratko, upam, da bo kratka, da ne bo predolga, tako da sam jaz najdem eno muziko, ker smo live, pa bom tole tehniko poslal. Takole, da bomo se še malo povezali v meditaciji, pa na koncu Barbie par stvari pove, mogoče se kaj navežem, mogoče vam da kakšno usmeritev, kot mama Ananda, jaz kot oče, ona kot mama, malo simbolike, Takole, zdaj pa slišim, ja, super muziko, dobro, evo, bova dala kar tale spiritual reset, takole, pa tlele pošljem tebi samo, super, si dobil? Odlično. Evo, tako da vas vabim, da se lepo udobno namestite. Zravnate hrbtenico, se bomo malček povezali. Tako da nekajkrat globoko vdihnemo in izdihnemo. Vdihnemo mir, ljubezen, resnico, svobodo. In izdihnemo kakršnekoli dvome, skrbi, strahove, utrujenost, obremenjenost, posledice stresa, karkoli se je morda nabralo, na katerem koli nivoju. In naj bo izdih dvakrat daljši kot vdih. S tem aktiviramo parasimpatični živčni sistem, ki nas umirja, sprošča, odpira, prebuja. Vežemo se svojim srcem in izrazimo svojo srčno, iskreno namero in izbiro za ta proces
Ananda meditacije, stanja enosti. Kaj je tisto, kar želimo izpustiti? In kaj je tisto, kar želimo aktivirati, prebuditi v sebi? Sedaj bomo dihali v kvadrat. 4 sekunde vdih. 4 sekunde držimo. 4 sekunde izdih. 4 sekunde držimo. Vdih. Držimo. Izdih. Dihamo nežno. 4, 4, 4, 4. Raven, če gre, delamo še to sveto osmico povezave uma in srca. In vse vsebine uma, vseh iluzij, vzorcev, čustev, ki želimo prečistiti, pošljemo v osmici navzdol v srce. In novo prečiščeno energijo, ki se je prečistila v duhovnem srcu, v osmici peljemo nazaj navzgor, v v možgane. In se tako povežemo v sveto izvorno enost. Se spomnimo, kdo smo in kaj je naš namen tukaj. Spomnimo se te izvorne energije, svoje izvorne, prave narave, te čiste zavesti, čistega zavedanja, izvorne resnice. Sedaj hvaležnost v svojem srcu, hvaležnost za milost, ki nam je dana v teh 2 letih našega skupnega procesa. Spomnimo se vseh transformacij, vseh napredkov in vseh iniciacij na naši poti življenja. To zaupanje in ta popolna predanost, da smo varni, da smo na pravi poti, naše spremembe, naše transformacije. Gremo pogumno naprej, s čistim zavedanjem v srcu, s pravo srčno ponižnostjo, hvaležnostjo za to milost, ki nam je dana, za vso podporo na naši poti. Osvobajanje od starih iluzij, starih energij. Povežemo se globoko, globoko sedaj s to izvorno energijo v duhovnem srcu in zapuščamo fizično telo. Se poglobimo še globje skozi eterično telo
še globje, skozi čustveno telo, skozi miselno telo potujemo še globje, skozi karmično telo še globje. Zapustimo tudi intuitivno duhovno telo in gremo še globje. Se povežemo z izvorno zavestjo v duhovnem srcu, izvorno sveto enostjo, globoko v sebi. Tukaj smo zares doma, dobrodošli doma. Zavedanja. Samo začutiš sedaj sebe kot čisto zavest, kot opazovalec, ki opazuje vse, kar se dogaja na tem platnu zavesti. Opazuješ misli, ki pridejo in grejo. Opazuješ čustva, ki so pripeta na te misli, kakršnokoli čustvo že. Lahko je visoko ali nizko vibracijsko. Čustva imaš, ampak nisi ta čustva. Samo opaziš in vidiš in se ne identificiraš. Nisi ne to telo, ne te misli, ne ta čustva, ne ta intelekt. Nič od tega nisi. Samo pogledaš z distance, z nivoja opazovalca, z nivoja čiste zavesti in zavedanja tega, kdo zares si kot večna čista esenca, kot večna čista zavest, ki se ni nikoli rodila in nikoli ne bo umrla. In je večna in je popolna sama po sebi. Tiha, zavestna prisotnost, čista energija opazovalca, ki opazuje to igro, ki se sedaj odvija na odru življenja. Igra se res odvija, ampak ni nikogar, ki bi jo zares igral. Samo igra je. Skušaš samo začutiti to odistovetenje od dram, od iluzij, od nižjih aspektov sebe. Popolno zlitje, popolna blaženost, popolna ekstaza. Gremo onkraj iluzije, onkraj starih energij in prepričanj. Se zavedamo te izvorne popolne enosti, izvorne milosti, varnosti, resničnosti, večnosti in popolnosti. Globoko zavedanje.
Globoka milost, globoka ljubezen, globoko sočutje. Hvaležnost za vse procese, vse iniciacije, vso resnico, mir in svobodo. Za vse, kar smo že skupaj izpustili. Za vse, kar še bomo. Na naši poti življenja, na tej ladji Ananda potujemo naprej. V novo življenje, z novo milostjo, z novo resničnostjo, mirom in svobodo. Globoka hvaležnost, odprto srce, čista milost, čista radost, lahkotnost bivanja, hvaležnost, da nam je dano skupaj potovati po poti naše osvoboditve, v zavedanju, v resničnosti, v radosti, v pristnosti, v iskrenosti in v človeški nepopolnosti, v zavedanju božanske popolnosti, kar že mi vsi v resnici smo, že od nekdaj. In sedaj se samo spominjamo, sedaj aktiviramo ta izvorni praspomin, to čisto zavest, to čistost zavedanja sebe. Izvorna milost, izvorna resnica, izvorna svoboda, globoka hvaležnost za ta mir, globoka varnost. Čutimo sedaj, kako se povsem celotno telo povsem sprošča, resetira, umirja, kako aktiviramo varnost, mir, ljubezen, resnico, svobodo. Samo čutimo, kako se iz srca širi ta energija, preko vseh teles, vseh energijskih centrov. Iz srca pošljemo ljubezen v spodnje 3 energijske centre, zdravljenje, sočutje. Globoka povezanost in pošljemo ljubezen tudi navzgor, iz čiste zavesti srca, zgornje nivoje. Začutimo to milost, to povezanost v naših srcih, to sveto enost. Da znamo to vedno bolj tudi živeti v vsakodnevnem življenju, tukaj in sedaj, v večnosti, polnega zavedanja, polne resnice, polne svobode, popolne luči. Zaslužim si, da živim življenje, ki me navdihuje. Sem vreden, vredna ljubezni in spoštovanja. V mojem življenju se vse odvija v moje najvišje dobro. Bodimo v miru, ne glede na to, kaj se dogaja zunaj. In se dvignimo sedaj. Dvignemo v ljubezen, svetlobo, v zavedanje, kdo smo. In samo odpremo srce še bolj in čutimo to energijo ljubezni, povezanosti, varnosti, hvaležnosti, milosti, resnice in svobode. Globoka resnica, globoka povezanost, globok mir, globoka hvaležnost, varnost.
čistost zavedanja sebe, čistost luči Božje esence, ki prebiva v našem srcu, odvedno in zavedno. To smo čisti izvorni spirit, ki je vedno povezan z izvorno energijo srca. Hvaležnost. Mir in svoboda. Čutek globoke varnosti. Resnične povezanosti. Izven časa, izven prostora. Smo se res nekoč in že dogovorili, da se ponovno srečamo. Da si predamo tisto, kar si imamo za predati na poti v novo dobo človeštva. Res gremo skozi šivankino uho vsi, nihče ni izvzet. Vse iluzije, vse travme, z balast se počasi poslavlja. Z globoko hvaležnostjo, ponižnostjo. Za to izvorno milost, da lahko vidimo resnico. Čutimo in vidimo, kako plast za plastjo odmetavamo stare, preživele energije, ki so zares odslužile in nam več ne služijo. Šel je ta čas izvorne svetenosti, da jo vedno bolj tudi živimo v vsakodnevnem življenju, v odnosih, v situacijah, v partnerstvu, v službah, v vsakodnevnem življenju, kjerkoli, kadarkoli. Globoka milost, globoko spuščanje stare energije, ki nam v resnici več res ne služi. Da čista zavest, čista izvorna milost, čista enost, varnost, mir in svoboda, dovoljenje, da gremo naprej. Po poti našega osvobajanja, tudi na naši šoli za življenje, Ananda, in naj je blaženo za vse. Naj vsaka duša tukaj doseže tisto, za kar je prišla sem. Naj se zgodi božanski namen za vsakogar od nas. In naj vsak doseže najvišje stanje zavesti in zavedanja s globoko hvaležnostjo, ponižnostjo za proces, za milost izvornega, za čistost zavedanja, za resnično varnost, za resnični mir, za resnično svobodo, resnična hvaležnost, pristnost, sočutje. Čutimo sedaj to ekspanzijo preko vseh energijskih centrov, od korenske do kronske. Čutimo to ekspanzijo zavesti, zavedanja, ko se širimo onkraj prostora, kjer ste, kraja, Slovenije, Evrope, nad zemljo, visoko navzgor. Širimo energijo, kajti mi smo energija, širimo to zavest. Izven našega osončja, planetov in zvezd, preko različnih galaksij, dimenzij obstoja časa. Širimo to energijo, to zavest, to zavedanje še onkraj.
Preko prvega prehoda gremo onkraj, preko svetlejših, temnejših pasti svetlobe. Se dvignemo še onkraj in preko drugi ozek prehod skozi šivankino uho, brez balastov, čista zavest, vstopimo v izvorno polje čiste inteligence, v izvor vsega, kar je, to čisto luč izvornega, to čisto izvorno milost, čisto resnico, kjer smo v resnici vsi eno in ločenosti večni. Spomnimo se, da je v resnici nikoli ni bilo, da je bila vse to samo iluzija, v katero smo se pustili ujeti. Sedaj smo svobodni, popolnoma svobodni, popolnoma zavestni, popolnoma budni, popolnoma prisotni. Čista zavest, čisto zavedanje izvorne resnice, izvorne enosti, aktiviran prav spomin tega zavedanja, kdo zares sem. Globok mir, globoka hvaležnost za milost, za ljubezen, za resnico, za vse iniciacije, za vse preizkušnje, za vse, kajti vse to je življenje in vse to je šola življenja. Šola spominjanja in prebujanja čiste zavesti, izvorne resnice, izvorne enosti. Samo globina zavedanja, globinska resnica, dovoljenje, da samo sem ali pa me sploh ni, gre samo še izvor v resnici. Sedaj naredimo še transmisijo in zdravljenje iz tega polja čiste zavesti, čiste prisotnosti. Jasna namera, nameravam, da se takoj sedaj na varen, zdrav, sočuten, nežen način pošlje ogromno ljubezni, sočutja, zdravljenja, miru, svobode. Vsa moja telesa v zavest, v zavedanje, iz polja čiste prisotnosti, polja čiste enosti. In samo vidim in čutim, kako se ta energija sedaj spušča navzdol v vijolično zlati, beli svetlobi. Blaga pozornost na temenu, tretjem očesu in epifizi, centru možgan. Samo čutimo sedaj to, vidimo, sprejemamo vso to energijo in gremo globje. In spuščamo navzdol to zdravilno energijo skupini, ki ima izjemno moč, same krasne, močne duše, zbrane na ta dan, 3. aprila 2026. Pa se aktivirajo nove kode za novo življenje. Pa se zgodi iniciacijski preboj na nov nivo za zrele, prizemljene terapevte, ki bodo delovali zavestno, sočutno, etično, odgovorno za vse duše, ki še čakajo na osvoboditev,
Čutite to odgovornost in to hkrati veliko milost, ki nam je dana in zaupana od izvora. Globok mir, globoka povezanost, globoka resnica, globoka varnost, globoka hvaležnost, mir in svoboda, dovoljenje, da živim sebe. Samo spuščamo to zdravilno kodo Kristusove zavesti, Magdalenine esence. Čutimo to notranje ravnovesje obeh principov znotraj sebe. Čutimo to globoko, globoko zdravljenje z najvišjega nivoja zavedanja. Globok mir, globoka varnost, resnica, ljubezen, enost, svoboda, osvoboditev vseh nivojev starih energij. Srečo in izpolnitev. Vsak dan postajam boljša različica sebe. Verjamem v svoje sposobnosti in zaupam vase. Moje misli ustvarjajo mojo resničnost. Sem polna ljubezni in notranjega miru. Zaslužim si uspeh in obilje v vseh oblikah. Vse, kar potrebujem, je že v meni. Moje življenje je polno neomejenih možnosti. Polno zavedanje, popolna resnica, popoln mir, polna blaženost, ananda za vse. Preseči vsako oviro. Z lahkoto pritegnem pozitivne ljudi in priložnosti. Hvala povsem vsakemu od nas, ki je zmoral in zmore presegati stare energije, ki zmore iti tudi preko težjih iniciacij. Zmorejo močne stare duše, ki so živele tukaj že veliko inkarnacij. Spomnimo se vseh življenj, vseh inkarnacij v tej večnosti, popolnosti, resničnosti. Hkrati v zavedanju, da se vse dogaja istočasno, tukaj in zdaj. Vsi svetovi, vse energije, vse dimenzije se dogajajo onkraj stare iluzije, časa, prostora. Različne verzije nas, ki so dozorele, ki so zrele za novo življenje, za novo izkušnjo. Dovoljenje, da živim svoj popolni božanski potencial. Da živim svojo izvorno luč, ki sem, ki sijem v ta svet. Vsak od nas ima tukaj pomembno nalogo, ki jo opravlja z visoko odgovornostjo, hvaležnostjo, ponižnostjo, s celim srcem, s celim bitjem. Sedaj se spomnim, sedaj aktiviram to čisto energijo, čiste zavesti, čiste prisotnosti, globokega miru, globoke hvaležnosti.
usklajena z obiljem vesolja. Privlačim zdravje, bogastvo in srečo. Zaslužim si, da živim življenje, ki me navdihuje. Sedaj počasi zavestimo sebe kot čisto zavest v obliki velike žreče krogle. Bomo počasi prizemljili energijo, zavedanje. Sem neskončno močan, močen in sposoben. Da vsak dan ustvarjam življenje, Potujemo preko drugega prehoda, niže navzdol, ga širim naprej. preko prvega prehoda nazaj v materialno vesolje. Prvega prehoda se spuščamo nižje, k različnim dimenzij, galaksij, osončij, planetov, zvezd. Vedno znova in znova krogle in se osvobajamo. Daljavi zagledamo naš čudoviti planet, Mati Zemljo, Gajo Sofijo. Z ljubeznijo, hvaležnostjo, radostjo, igrivostjo, lahkotnostjo, sočutjem se spustimo navzdol, Evropa, Slovenija, kraj, kjer ste, prostor. In nežno vsak stopi skozi kronsko čakro v telo. In potujemo od kronske do korenske čakre po hrbtenici navzdol, preko nog, stopal. Se prizemljimo do središča zemlje, do jedra. Zahvalimo Mati Zemlji za vse te procese, za radost, za ljubezen, za sočutje, za vse. In nežno, počasi gremo iz središča zemlje nazaj navzgor, ko stopal nog, po hrbtenici navzgor do srca. In ko smo pripravljeni, odpremo svoje lepe, prerojene božanske oči. In počasi pridemo nazaj v ta čas in ta prostor, 3D sveta, kjer trenutno smo. In vas vabim, da če kaj zapišete, lahko se tudi kdo javi v živo, ko je doživel ta celoten proces. Hvala vam, moj globok poklon in moje globoko spoštovanje vsem za vse procese in za vse, kar nas še čaka. Radostno pričakovanje, ljubezen, ljubeča skrb in sočutje. Hvala za vse. Vsi smo zrasli v tej zgodbi. Vsi smo sve zares spremenili v bolj modro različico sebe. Preoblikovali smo svoje travme v modrost, svoje bolečine v rast. Hvala. Hvala. Pa da vam dam nekaj trenutkov, da prijete k sebi, ne? Potem imamo pa še zaključni del, ne? Še Barbie bo počasi se pripravila, da pride. Še malo kakšno modrost njene duše predati za vse nas.
Marta bi kaj izrazila, nekaj vidim, da si. Maja tudi ganjena, ponovno. Barbie v nizkem štartu, se bom predstavil, pa bova dala še pol eno drugo ozadje. Takole. Ja, mislim, verjetno najboljše se. Če bomo kaj zadensali pol v našem stilu na koncu še. Če smo kaj poveselili, pa imamo še en live, tako da bo kar žurka. Evo ga. Tako da lahko se kaj kdo javi, kaj pove, kakšno izkušnjo, kako je bilo. Sej, če bo še kaj tazga, bomo pa itak naslednji teden, ne v soboto, še kakšno rekli, tako da brez skrbi si še lahko kaj pripravimo do takrat. Zdaj ti bom pa izdal, če se kdo javil, da boš slišala, rabaš tole eno slušalko. Ups. Kaj pa slušalko? Ja, ker jih Kaj, a imamo zdaj gor, lahko že veš. pozdravim? Lahko, vse te vidijo že, ja. Pozdravljeni. Čakaj, da te ozvočim. No, ok, oh my god. Evo, takole, da boš slišala. Kamero, glej. Evo, kamero glej, Barbie. Jaz No, vse kako si? pozdravljam. Ja, živijo. Lej, vse vidim. Vidim, kamerce prižgite, no, kdor ima, evo, Alenka naša. Bernarda, Berni, vzunaj, uživate na sončku, bravo, to pa je. Na lep petkov Ja, praznični dan. a ne? predpraznični že, ja. Ali pa Kar že dosti praznični. simbolno. A ne? Da me moti to. Ja, sej bo. Sem glasba. Ja, jaz sem v bistvu, vem, da ste vsi zdaj v blaženem stanju, a ne? Ja, Ampak kljub vsemu, a bi lahko eno stvar vprašala, no, da predebatiramo na kratko. ja, Glede supervizij. ja, dej. To se mi je Če zdaj. imaš kaj tazga Ja, še. se mi je utrlo, ker smo v skupino. Jaz sem pa tista soudeležena, Ja, ki te. pomagaš, ja. Ja, in glede na to, da si mi ti, ja, sem poslušala 2 na srečanje, Ja, pa si mi ti zanč, če se ne motim, omenil, tako da vsi slišijo, ja. da bi mogoče bili klienti že malo na nivoju, ali lahko, zdaj mene malo zanima, ne, ker jaz pa te Ja, se ljudi, lahko povejo, ne. kaj si, ja, malo povejte, no. V bistvu je tako, no, fajn bi bilo, da imamo kakšnega čisto od začetka, pa da ga furamo nekaj časa, a ne. Seveda pač to je spet več faktorjev, ki tle vpliva, ne, to težko vplivamo. Ja, jaz vam rečem, če čisto povem. Ja, no, dej iz prakse. Baza, ne. Se pravi, imamo ta marketing tega, in zdaj meni ljudje, ki niso bili pravzaprav za nik Ja, niso tep, ne še. na online, Ja. s katerimi se kar veliko pogovarjam, zato da dobim zaupanje. Pač ja, tudi včasih povprašam za kakšno povratno, ali pa če so mogoče izrazili, da bi mogoče nekoč nekdaj pa. Pa jaz pol tako začutim in sem zdaj že eno našla za vas. Gospa je sicer online, meditira s tabo Aha, to na je tale prehodu. Marjeta. Ja, ja. Zdaj se še odloča. Sva imeli 2 pogovora. Je pa tako, da vam kar povem pomembno zaupanje. a ne. To, da se vzpostavi Povem, zaupanje. kdo ste, Ja. tako da je supervizija, vedno vprašajo, pa varen prostor. Tako da ob tej priložnosti sem hvaležna, pa ponosna na to, a ne, da sem lahko del vse te zgodbe, delujem s Sokracija. tabo, Ja. pa z vami, a ne, da res držim ta varen prostor. Tako. Tako bom rekla, moja ta Dharma. dharma je varuhinja Držanje prostora Tako, in to si. in moje modrosti. Ja. Ki sem jih pač, to so izkušnje, a ne. Ja. Zdaj pa lahko že govorim o tem, Ja. ker ne bom več sojena, ne bičana, ne to. Tako da te priliki, no, da sem kar navežem, vsi vem, da bi šli radi potičke peč, pa jajčko. Še mal imamo. Tako da to, no, glede tega. Ja. Zdaj še ti povej, Ja. ali se eden mogoče, ali mogoče so, se pol bi se prilagajali, nekdo, ki je mogoče začetnik, pa ne tako z ceste, tako pod narekovaj. Ja. Kaj jih že tle, ki že po tebi sprašujejo, to pomeni, Da so imajo mogoče neko že resonanco in meditacijo. tako naprej. Ja, jaz mislim, da pač ja, kakšnega imamo večkrat, tudi tako, kakšne pa, ki smo že imeli, ne, pa se No, lahko pri tudi takih bi kombinira. pa
Veš, ker kakšni, ki so živi večkrat, so že malo bolj odprti in lažje gremo kaj globega, pa tudi dodana vrednost tega, veš. Tako Ja, da pol jaz bi se balans. odločite. Ne, balans, ena. Ja, Jaz bi meni eno je vseeno. seanso, začetek, ki pride ena nova, pa jo pač furamo par seans, pa vidimo napredke, a ne. Kakšen, ki je pa že bolj odprt, kakšna, ne vem, Prav. Iva, a veš, tako bi Se jaz pravi, en bo predlagal, no. tako. Boste pa še vi povedali, če vam je kaj. Pa boste a še ne. vi povedali, ker tele, jaz zdaj sam povem, kaj imam jaz izkušnje, ker tele, ko bo bolj začetni, bo zelo pomembno, da bo Dejan držal to. Ja. Pa tudi, Ker lahko oni- se kje zaplete, lahko se vemo. Ne, Ker jaz bom povedala kar so izkušnjo. kakšni čas Izkušnjo. težji primeri, ja. Ker je nekoč bila klientka, tako imen ne bo pa tudi, Ja. ki mogoče takrat je bilo malo, vsaj jaz sem tista, ki čutim. No, jaz sem zdaj odkrito povedala, kdo pa zakaj sem tukaj z vami. a ne. Tle imamo modreca, učitelja, mentorja, spoštujemo avtonomijo, integriteto, najo, vas, to mi je zelo pomembno, a ne. Mislim, ni potrebno ne vem kaj, ampak to mi je pa tudi pomembno, da se bomo nekako lepo sodelovali, a ne, ker tudi če bom jaz vedela, kakšne imate želje, mi bo lažje tudi skomunicirati. Zato bom samo tako Vse en to bomo stavek. lahko še v soboto, ja. Tako, pol, a en ne. stavek, Ko bo več. ker je tista gospa, pač neka seansa se je vodila tudi, dobra seansa, nič ne bom rekla, na somatskem tem, a ne, veliko s telesom, neka je delala, malo je povezala, dobro, to smo še malo, meni zanimivo, gospa se je ustrašila. In zdaj včasih poskušam, ti poznaš dobro to gospo, jo tako malo pokličem, no se jo imam rada. Ja, ker- vse je procesne. Pa noč se je malo izrazila, jo je rekla, ni mi neki dobro bilo, pa vse je dobro, ne se. Ampak meni je Dejan ključen, ne. Tako da Moramo biti previdni, hoče Tisti, povedati ki- Barbie, ne? tako. Da so ljudje občutljivi, da imaš vse sorte, a ne pač izkušenj že imamo in smo imeli. seveda. Tako da, a ne, je pomembno. Tisti, ki so pa že, ki bojo pa v Tako. procesu, tam je pa lažje. Tam pa je lažje. Tam ja. vas pa poznajo, Tako, so že odprti. tisti pa pol mogoče. Tudi ne zamerijo, če je kakšna napaka, pač sej, če bo kaj urgentnega narobe, bom že jaz uskočil, pa bom pač Drugače pol pa ustavil, tako. ampak ne, Okej. tako da se učim. Se pravi, bo kar malo bolj pestro, Ja, da bo mogoče večkrat drugi, ti bolj začetniki, a ne, ali kako? ja, kombinirala bo vas proti. Po pa saj tako, tiste- kot vedno, ne. Dobro. Se bo pa odvilo, tako da slabo brez skrbi Naj glede se tega. zgodi. Ja, ne, jaz imam kar dosti saj vem, imaš pogovorov. skrb za to, Ja, pa ti veliko je časa mi pomembno. gre, no. Ja, vem. To ne Da, kličeš. Lahko pa tudi, če ima kdo željo, pa imate kakšnega vašega odprtega klienta, a ne, lahko usmerite na Barbie, se bo Barbie z njim pogovorila za uvodni pogovor, pa če bi bil kakšen, lahko ga tudi povabite. Ja, tako, kot ste že, a ne. Če imate kakšno izkušnjo, Ko je srko, Karmen že recimo, ja. Aleš ali pa tako Tako da. da zdaj verjetno gremo že v to smer, ka v 3. letu je itak namenjen, da več delate terapij, da več a ne, se to angažirate tudi sami, tako da je pač z tega je vidika res, to ja. pomemben. Ne. Tako da, a ne, da je ta skrb. Tako da vsi so ustvarjamo ta proces, vsi smo skupaj v tem procesu in to je tisto ključno. Ne. Sam še pogledamo tlele. Maja, hvala, dragi Dejan, za tole darilo, hvala, draga Barbie, čudovita meditacija, čutim blaženost, radost in igrivost, prava milost. Hvala, hvala Maja za lepe misli, besede, vedno pobožajo. Jasmina se mora posloviti, imejte lepe praznike, se vidimo v soboto. Hvala, Jasmina, Lepe se vidimo. praznike, ja. Boš še poslušala ta zaključni delček, a ne? Tako da evo, zdaj, če ima kdo še kaj tazga bistvenega, lahko še zdaj, a ne, pove karkoli, a ne, napiše. Če je še kaj tazga, mogoče še par minut, a ne, mogoče Barbie poveš pa še kakšno popotnico za pred izpitom za tele naše slušateljice in slušatelja, ki še ne še ostal, a ne? Slušatelja, ja, Ja. aha, pozabil si povedati Ja. za Gabra. Ja, danes ga je Barbie klicala, no, mogoče pride, no, ni še zihar, Zelo ampak vesel. mogoče pride, mogoče še kdo od vas mu napiše Sem rekla, spodbudo. da smo se vsi na njega spomnili, Tako, kar je res, v srcu je vstal, tako da je bil vesel, se Ja. ga vse lepo pozdravlja. tako hvaležen. In verjamem, da bo prišel, no, vse, kar ne pride na
Naj se zgodi, ja. Naj se zgodi, pa da dobi vse certifikacije, si ga je zaslužil. a ne. Ja, pa ja. Ne. Je le Vse, pa znani, smo že pleme. seveda. Navezani, ne navezani. Tako, a ne, tako da. potovanje na ladjo Nanda. Ne. Ja, Gremo res je naprej. bilo. Robert tudi pride, no, še zdaj aprila pride, tako da sva se zmela, ne, tako da ne bo pa odgovarjal izpitno, tako sva se tudi zmela, ker ima pač malo težave s spominom, a ne, se vemo, a ne, njegova diagnoza vse je pustila posledice, a ne, ampak zaupam, verjamem, da si tudi on zasluži, a ne. Diplomco za 2 leti, ker je le predano bil z nami skozi, a ne, ne vem, če je kdaj manjko, mislim, da ne. Tako da, ja. Pa da gremo potem pogumno naprej, a ne, vsi ostali, ki smo se odločili, pa kar res. Želimo se dokončno izšolati in tudi potem seveda delati te terapije, za kar je tudi potem ta višji namen. a ne. Mogoče Barbi ti tukaj še poveš kakšno to zgodbo, a ne, koliko je to pomembno, ta ponižnost, predanost, zaupanje, ne, življenju, mogoče kakšna misel. Ja, glede na mogoče vse. bi pa kar se je meni utrnilo. Zdaj, ta predpraznični čas je zelo simbolen, a ne. Tako da se povežem sama s sabo in sem precej nanotrno, rečem po domače. Dejansko sem začutila svojo, to, ne, skozi imaš neke, kdo sem, kaj sem, kako, a ne, te boje, ne boje. In sem začutila, da sem dejansko lahko poslušam te modrosti, da potem sama sebe poreflektiram, kaj pa v bistvu, kje sem jaz v tem zavedanju. Pogledam nazaj, moji začetki, lahko povem, tako mi je všeč tole. Ti kar povej. Oder je tvoj. Kako sem jaz prišla v to, Ja. k tebi v šola, to znanje, vse se mi je rušilo. Tisto staro učenje, a ne v meni. Pomembno je, da zdaj to veliko vse vem. Preberem vse knjige, potem, ko me ti vprašaš, malo manj, da sem na medicinski fakulteti. No, to je bilo tisto priprave, ki sem takoj so bile- obupala. Takrat smo malo drugače imeli, no. Ja. Mi smo bili malo krajše, pa bolj tako, a ne. Zdaj je to malo bolj Kar je tudi prav, resno, ker kar se je to fajn. razvilo s časoma in Tako da sem, razširilo in da vse. sem najprej tako ne itak to. Vse, kar sem se naučila, sem mislila, to bo zdaj ta šola. In sem si na prvo žogo itak vse vprašanja, ne, 3 smo se dobili in gremo. No, smo si delili, ti boš tole kognitivno najtežji. Ja. Psihologijo ti boš to delala in pa smo imeli z Nino, ne, itak. Kar naenkrat en kup knjig doma. Ujoj. Ja, kje si ti, rekel sem, ne vem, če bom to, kje je še do kognitivno nisem predelala. Težka Pa bo. toliko vprašanj. Skratka, pa sva to rekla tole, pa sva se pa upirale, ne. Ja, itak. Je pa kaj njemu, da to zahteva, pa jaz tam več delala faksa, dovolj imam tega, ne. 3D scene. No, vse je dobro, se to tudi meni ne paše, ker se bom pa kaj zapomnila, kako pa da je to vse. In v bistvu sem iz tistega ponavljalca, ko sem vedno v šoli, a ne, joj, dobra ocena, kaj bo doma rekli, učitelje, ne, da boš tam tako izpadel. Po tolikih letih delovanja Tudi, ja, s tabo, z vsem, ja. od tega do ponižnosti, sem imela priložnost poslušati tudi izpit druge generacije. Sem bila navdušena. Ja. In zakaj? Ker to je bilo pa tako, kot si rekel. Vse so se učili, vse se vsi učimo, ne, teorija, pa tudi eni, ko so zdravstvo, jim je to bliže, enim pač nekaj bliže, ampak tako radoveden, pa ti je pomembno z vseh področji, ampak kaj je bilo v bistvu, kaj si ti zahteval na izpitih? Iz svoje izkušnje, ker če si 2 leti, 3 leta že šolaš, si ti že zato delaš tudi te terapije doma in potem ti iz sebe. In kaj je bilo meni potem, bom še to, vprašanje prvo, ko sem takrat študirala, ne, jaz sem bila čist zafrustrirana. Vsega tole pa ni, to pa, tole komunikacijski ciklus, do tega sem prišla vprašanja, ne.
Ne zapomniti. Prva faza, druga faza, tretja faza. Zapomniti, ja, ampak tisto, kako bom zdaj jaz briljantno tebi to povedala, ne? Aha. Ker, ne, itak, to je avtoriteta. Ja, ti si še malo imela s tem. No, čez toliko časa dela iz sebe na sebi, sem pa jaz samo, da me ti vprašaš komunikacijski ciklus, ja, klienta pred sabo ali pa telefonski pogovor, kaj sem delala, ne? To. Tako da lahko dejansko povem definicijo tudi profesorju. Ampak mi je to lažje, ker jaz govorim iz sebe. Se ni nujno, da po vrst. Ampak ti si ekstremno zadovoljen, če tako, ker čutiš. Ker čutim, da je človek res ima izkušnjo, da govori sebe. Pa tudi, če se kdaj malkaj zapleteš, je zelo zahteva, tako da res iz sebe, mogoče bolj iz sebe. To sem rekel, ja. To, če kakšen kiksek, pa neki ni točno. Ne bo ker hude tle ni zamere. namen, da delaš, doktoriraš z psihologije. Ja. Vsi vemo, a ne? Zato imamo določene... Tako da zaupajte. To je šola življenja. Res. Iz življenja, povejte. Perfekten. Ja, to. Jaz sem na izpit je bil, hvala, ker sem imela to možnost. No. Hvala, da si pomagala, so Ker si ustvarjala. mi... Vaš čas z mano, da niso upala, tudi ko je bilo kdaj težko. Te moje modrosti, a ne? Ja. Pa to so že moje modrosti po teh letih, Ja. da sem potem lahko spodbudno stojim vsem. Kaj pa je moj namen? Bom spet v prispodobi, posadite eno drevje, mlado. Ne boste se, ni nujno, no, da se boste pod košnjo v senci počivali ali pa celo trgali sadove, ampak vredno je pustiti dati nekaj. Dati nekaj naprej. Za naše potomce, za vse v svet. Tako. Vse vemo, da smo neskončna zavest, Ja. ampak to je mene zelo polne. In me radosti, in me je to pomembno. Posadimo. Sadimo ta drevesa. Res. Dajmo naprej, ne. Tako kot film Pay it forward, ne. Daj naprej. To je smisel življenja, ne. Ko daš naprej tisto, kar imaš zadati, tak si sam tudi srečen. Si dobil največja darila, mali živijo od Nike. Super. Takole, ja. Tako da pomembno je, ne, da so velike tudi teh par vas je, no, ki ste tudi v šolstvu, kar je tudi zelo pomembno, ne. Ja, kaj dajemo otrokom. Tako, da se bo ta šola, da bojo otroci tudi lahko kreativni, da, a ne, zato se mi trudimo in se učimo NVC. In vse ta znanja, ki nam Dejan zelo nalaga, ne, Nalaga. Pa ta Atma Project, jaz sem mislila, da Težka, znam ne? niti angleško Je težka, ne? Zelo. Ja. Grofa sem našla On je enkrat. Einstein zavesti, mu pravijo, tako da Ja. je kar kompleksno. Skratka, nam je pa ta moto, a ne, da delujemo za dobro, da bomo vsi radostni, veseli, ampak odgovorni. Tudi, ja. Prizemljeni in hkrati povezani gor in usrediščeni v srcu. To Seveda je znanje ima moč, Tako, Francis Bacon, znanje ima moč. se strinjam, sam ne na ta način, Tako. ko se reka ponavljanje, ampak zavestno učenje, nič bati. Tako. Jaz tudi ne, no, vse sem se povedal. Ja, Barbie. Evo, vidimo še komentarje. Alenka, hvala vsem, lepe praznike vam želim. Hvala Alenka, tudi tebi. Vse lepo in dobro. Sabina ima tudi en predlog, da bi en drugemu izmenjali opažanja glede napredka sošolca, sošolke, v smislu, da se vsi na kratko pogovorimo z vsakim. Tako kot smo že enkrat, ja, takrat smo delali ta reading, ker smo prepoznavali te dobre stvari, dobre lastnosti, tako da ja, se strinjam, bomo naredili tudi to, a ne? Da bi nam to pomagalo prepoznati pri sebi napredek, kar mogoče kje pri sebi ne vidiš. Ja. Opala, kaj sem zdaj dal. To so zdaj vsi četi, everyone, ja. Ena taka lahkotna vaja ob koncu tega letnika, da nas poboža. Ja, se strinjam, tako da lahko naredimo to vajo. Maja, tudi jaz vam želim vsem lepe praznike, se vidimo v soboto. Hvala, Maja. Se vidimo, ja. Tako, naša zvezda Maja, naslednja se javi, a ne kmalu. Tako.
Marta pravi, hvala vsem lepe praznike, hvala za čutečo milostno meditacijo, želim vam lep vikend. Hvala Marta. Evo, pa dajmo še eno glasbo za konec, za zaključek, a ne? Kjero bi pa kaj dal, Barbi, imaš kakšno idejo tokrat? Sem že imela. Si že imela? Parni valjak. Parni valjak? Kjera? Doji, a je ta? Ne. Dođe, Jesen v meni, ta je huda. dođe vrijeme iza nas, a ni nikao. Parni valjak imaš, dok je tebe, jesen v meni, ta je lepa, Doji, a dava to. No pa deva to. Parni valjak, Doji, torej pridite vsi naslednjo soboto v hram modrosti, a ne? Mogoče mene ne bo. Barbi, kje pa boš? Obiske. Boš, do takrat bo že frej. Tako da evo, še s tole muziko se pol poslovimo, tako da lahko nama daš, da bo kaj slišal, ali pa a zdaj boš že dal ven, ali bo šlo. Jo, kako je to grozno. Ne, ni. Vse se navadaš, jaz imam celo meditacijo, veš, to so te Imaš? slušalke, ja. A se zdaj ne rabiš več, zdaj lahko daš nazaj. A veš, kaj so tako... Takole, tam pazi, kaj sem, pusti bova pol tole. Bernarda, hvala, lepe praznike, grem na še en Zoom, Bernarda, si pa busy. Še na en Zoom, odlično. Evo, takole, zdaj pa še mi zaključimo. No, Barbi, Kaj bova pa zdaj plesala? zdaj pa bova še malo takole nežno se poslovila, pol imamo pa še eno žurko, ne? Še en Zoom, tudi mi dva. Tako da evo, hvala za srčno sokreacijo, da ste bili z nami na ta petek pred Veliko nočjo, ne? Pred tem, ko Kristus vstane, ne? Od mrtvih in gremo mi vsi na nov nivo. In prebujamo to zavest, prebujamo to, kar v resnici smo, a ne? Tako da evo, želimo res lepe praznike, lep vikend praznike. podaljšan, a ne? 3 dni, tudi mi bomo malo frej, ne? Končno. Tako da malo dahnemo se, malček resetiramo in pa pripravimo na nov vikend. Naše šole za življenje Ananda, 3. generacija, močne, krasne duše, ki greste po poti osvobajanja od starih energij, starih iluzij, in to je največ, kar je vredno, a ne? Torej, povezanost v srcu, milost, ljubezen, sočutje, to je tisto, kar edino šteje, ne? Tako da evo, en tak lep vikend in naj je v srcu, a ne? Naj je. Naj je. Barbi, ima še ti kakšno misel mogoče? Lepe praznike tudi jaz iz srca. Bodimo v ljubezni, radosti s svojimi najbližjimi. Tako. In hkrati tudi za človeštvo. Pač kakršno energijo mi imamo, tudi svet je tak. Tako. Vsi soustvarjamo ta svet, v katerem živimo, doprinašamo, tako da naj nam je lepo. Tako da evo, se poslavljamo iz studia in muzika bo še ostala do konca, ne? Čau. Tvojim rukama budio se ne bih nikada. Neka vrijeme samo broj svoje godine. Meni je već dosta čekanja. Zaspao bi sada ja